Motorist vozi enakomerno pospešeno s pospeškom 1 meter na kvadrat. Skozi prvi leteči cilj zdrvi s hitrostjo 72 km/h, skozi drugega pa s hitrostjo 144 km/h. Kolikšna je razdalja med letečima ciljema in koliko časa potrebuje za to pot? Tako kot pri vsaki fizikalni nalogi si bomo najprej spisali podatke. Prvi podatek, ki ga imamo, je torej pospešek 1 meter na sekundo na kvadrat. Pospešek označimo s črko A je 1 meter na sekundo na kvadrat. Drugi podatek je hitrost 72 km/h. Ta hitrost bo naša začetna hitrost, zato jo bomo označili z indeksom Vz. 72 km/h. In potem imamo še drugi podatek, drugo hitrost 144 km/h. To bo naša končna hitrost, zato bomo označili z indeksom Vk. Naši dve hitrosti pa nista zapisani z osnovnimi enotami, zato bomo to najprej pretvorili. Iz kilometrov na uro moramo pretvoriti v osnovne enote, to so metri na sekundo. Pretvorimo tako, da tole številko delimo s 3,6. Tako tukaj dobimo 20 metrov na sekundo. Ravno tako tukaj našo metrsko število 144 moramo deliti s 3,6, da iz kilometrov na uro pretvorimo v metre na sekundo. To bo 40 metrov na sekundo. Naši dve vprašanji nas sprašuje, kako razdaljo med letečima ciljema. Razdaljo označimo z S. In pa času, ki ga potrebuje za to pot. Čas pa označimo s T. Zdaj bomo pa najprej izračunali, koliko časa potrebujemo za to pot. Pri tem si bomo pomagali kar z definicijo pospeška. Ta pravi, pospešek je enak spremembi hitrosti v časovni enoti. Dajmo si tukaj ven izraziti najprej naš čas. Čas bo sprememba hitrosti ulovljeno s pospeškom. Ja? Sedaj bomo našo spremembo hitrosti zapisali po definiciji. Sprememba hitrosti je končna hitrost minus naša začetna hitrost ulovljeno s pospeškom. Stavimo podatke. Končna hitrost 40 metrov na sekundo minus začetna hitrost 20 metrov na sekundo ulovljeno z našim pospeškom, ki je 1 meter na sekundo na kvadrat. Minus 20 bo 20 metrov na sekundo. Pospešek 1 meter na sekundo, 1 meter bomo pisali spodaj, sekundo na kvadrat pa zgoraj, se s tem odpravljamo dvojni ulomek. Pokrajšamo enote, tako da nam ostanejo samo sekunde in čas potreben za pot med tema dvema ciljema bo 20 sekund. Zanima nas pa še razdalja med našima ciljema. Potem se bomo pomagali z drugo enačbo, ki opisuje pospešeno gibanje. Pot bo začetna hitrost krat čas, pospešek krat čas na kvadrat polovic. Pa kar pišemo, pot je. Enačba pravi najprej začetna hitrost krat naš čas. Se pravi 20 metrov na sekundo krat 20 sekund. Plus, naprej imamo pospešek, ki je 1 meter na sekundo na kvadrat, krat čas na kvadrat. Pišemo v oklepaju, zato da ne pozabimo kvadrirati tudi enot. In delimo z 2.
20 metrov krat 20 metrov krat 20 sekund bo 400 metrov, katere sekunde lahko pokrajšamo. Plus 20 na kvadrat je 400, ko kvadriramo še sekunde, se nam pokrajšajo enote, ostajajo samo metri. 400 deljeno z 2 bo 200. Naša pot je tako dolga, 600 metrov.